Nataša. Hvala, lepo pozdravljeni v mojem imenu. Danes vam bom predstavila svoj referat o vremenskih opazovalnicah in tudi spremljanju meteoroloških podatkov v Ljubljani. Tema mojega referata je pravzaprav strukturirano opazovanje vremenskih činiteljev tekom druge polovice 19. stoletja. Poleg tega pa se bom osredotočila na leta, ki so bila označena kot sušna v 50. in 60. letih 19. stoletja. Ker ne bom uspela vsega oziroma predstaviti poglobljene analize vseh let, ki sem jih izbrala, se bom osredotočila predvsem na leto 1857, ki je dodatno izstopalo. Referat obravnava vprašanje dolgoročnih vplivov sušnih obdobij, predvsem na kmetijstvo. In za suše tudi označujemo, kot smo že prej slišali, dolga obdobja z malo ali brez padavin. Predstavljajo tudi običajne dogodke, ki se pojavljajo v večini podnebnih režimov. Na bolj suhih območjih so lahko stalnica in je družba bolj prilagojena na pomanjkanje vode in padavin. Se trudijo potem izkoriščati podzemne vode ali na primer črpajo vodo iz rek ali jezer. Poleg tega so pomembne sezonske suše, ki se pojavljajo redno oziroma ko je količina padavin manjša od povprečja na določenem območju. Poznamo tudi hidrološke suše, ki vključujejo učinke pomanjkanja padavin na pretok vode, gladino jezer, oskrbo z vodo, kar ima tudi neposredne posledice na kmetijstvo. V primeru kmetijskih suš se tudi lahko zgodi in je pogosta ugotovitev, da je količina padavin tudi primerna za kmetijstvo, vendar močno izhlapevanje občutno zmanjša sam pridelek. Na primer, leto 1857 je bilo tudi v splošnem evropskem merilu označeno kot eno izjemnih sušnih let. Poglobljena analiza omenjenega leta bo temeljila na podatkih zbranih iz osebnega fonda Karla oziroma Dragotina Dežmana, analizi, ki jo je sam opravil za obdobje od 1855 do 1865, poročilih Kmetijske kranjske družbe v Ljubljani in tudi različnih časopisnih člankih. To leto izstopa tudi po številu člankov v časopisu Kmetijske in rokodelske novice, v katerih je obravnavana suša. Članki zelo dobro dopolnjujejo kvantitativne podatke iz arhivskih virov. Za Kranjsko tekom druge polovice 19. stoletja bi izpostavila dva dela, v katerih so predstavljeni izsledki ter opisana sama klima Kranjske in tudi posebej Ljubljane. Prvi je leta 1883 Karel Dežman objavil članek z nazivom Das Klima in Krajin, v katerem je predstavil svoja opazovanja ter posebej analiziral časovno obdobje od leta 1871 do 1880. Drugo pomembno delo pa je napisal Ferdinand Seidl, ki je med leti 1891 in 1902 objavil delo v nadaljevanjih Das Klima von Krajin. Seidl je opisal tudi podnebje in pri tem upošteval vse meteorološke elemente, ki so jih opazovali v takratnem času. Zajel je obdobje od 1855 do 1880, ki ga je kasneje še dopolnil do leta 1993. Njegov opis podnebja predstavlja tudi njegovo življenjsko delo na klimatološkem področju in za časa, v katerem je delo izhajalo, je bilo izrednega pomena. Izhajalo je 12 let in vse skupaj obsega več kot 700 strani. V celotni Evropi je bilo do 80. let 18. stoletja več ljudi, ki so beležili vremenske pojave, predvsem atmosferski tlak, temperaturo zraka, padavine, hitrost in smeri vetra ter oblačnosti. In so potem lahko nastajale podrobne vremenske
karte. Kljub temu razlaga teh meteoroloških zapisov je tudi lahko problematična. Razlike v kakovosti merilnih inštrumentov skozi čas so vplivali na primerljivost podatkov in tudi otežujejo natančno interpretacijo. Za čas do poznega 18. stoletja se z rekonstrukcijo vremena uporabljajo približne mere sprememb temperatur in padavin. Poleg tega pa so lahko pomembni datumi trgatve in tudi zgodovinski zapisi o drugih pojavih, kot so na primer zamrzovanje rek, jezer in podobno. Pri sistemski obdelavi vremenskih elementov so opazili, da so ti elementi med seboj v neki določeni zvezi, da se vreme ponavlja ter da to ponavljanje kaže nekatere pravilnosti. Sistematično in strukturno spremljanje vremena na Slovenskem se je začelo sredi 19. stoletja, ko je bila ustanovljena prva posebna vremenska opazovalnica oziroma meteorološka postaja, v kateri so večkrat na dan opazovali potek omenjenih vremenskih elementov. Predtem so vremenski napovedi starega tipa temeljile na ugibanjih in vreme je bilo v rokah neke višje sile. V letu 1848 je bil ustanovljen Centralni inštitut za meteorologijo in magnetizem na Dunaju in potem je 2 leti kasneje bila odprta omenjena vremenska postaja v Ljubljani. Se pravi, sovpada v nek časovni okvir tudi na nivoju Habsburške monarhije. 20. marca 1850 je opazovanja začel Wagner, ki je bil uradnik tako imenovane brzojavne pisarne. Njegovo delo je prevzel Karl Dežman oziroma s pomočjo svoje sestre Serafine sta beležila vremenske elemente vse najprej do njegove smrti 1889, Serafina pa je sama nadaljevala to delo še naslednjih 7 let. Skupaj sta merila neprekinjeno skoraj 40 let. Serafina pa se je med bratovo pogosto odsotnostjo večkrat je merila namesto njega in se je izpopolnila pri uporabi termometrov, barometrov, merilnikov padavin in drugih eksperimentalnih priprav. Ob koncu obdobja Avstro-Ogrske monarhije, se pravi leta 1918, je na Slovenskem obstajalo 86 let. Podatek je iz leta 1939 in zato je potrebno upoštevati, da je zajel le področje Dravske banovine in ne same Kranjske in Štajerske dežel pred nastankom kraljevine SHS. Zdaj pa tukaj imamo en obrazec, ki v bistvu ta arhiv in arhivski spisi, ki jih hrani Arhiv Slovenije, so v bistvu take tabele oziroma obrazci, ki so jih na mesečni ravni opazovalci izpolnjevali. In tukaj se ne vidi najboljše, ampak so 3-krat na dan popisovali temperaturo, tlak, padavine, smer vetra in tudi oblačnost. Dragotin in Serafina pa sta vsako leto tudi pripravila letno poročilo, ki je ponavadi bilo objavljeno v časopisu Laibacher Zeitung. In tukaj spet vidimo, da je bil v bistvu merjen tlak, temperatura, veter, tukaj so padavine, dnevi, ki so imeli dež in v bistvu v 24 urah, koliko je dežja padlo. Poudarjala bi pa tudi, da so nekoč uporabljali drugačne sisteme merjenja oziroma ni bil vedno Celzij,
ampak so do leta 1871 v Avstro-Ogrski uporabljali Raumerjevo temperaturno lestvico. Tako da pri tem grafu pa sem tudi uporabila pretvornik, ker so tudi padavine bile merjene v pariških linijah, ki zato v bistvu sem uporabila tudi formulo, je v bistvu ena pariška linija je 2,256 milimetrov. In tukaj pa bom prišla na analizo v bistvu sušnega leta 1857. Kot sem že omenila, so v kmetijskih in rokodelskih novicah pisali večkrat, naprimer v juliju lahko najdemo zapis: nedavna suša, katera že več časa trpi in je v okolici ljubljanski zamorila posebno Otavo, je naredila tudi, da mnogim mestnim vodnjakom vode zmanjkuje. Poleg tega pa imamo tudi en primer, ko je bilo poslano pismo iz Ljubljane. OKN Ljubljana pa je bila cel mesec, skoraj vsak dan od tistega silnega dima, ki ga sapa privali iz požiganega močvirja, toliko v mesto, da bi v njem lahko meso sušili. Tako pa, ker je zraven še vročina in suša velika bila, smo sušili svoje uboge živote, da je bilo joj. Poleg teh člankov iz Ljubljane lahko zasledimo tudi zapis iz Štajerske. Citiram: suša je pri nas tako velika, da nam še v Štirnah vode zmanjkuje. Turščica se suši, Otave ne bo, na hribih nič, na ravninah pa malo. Repe in ajdine sejati ne moremo, ker je pretrdo za orati. Čeriček se veselo poje, ker se nadja dobrega vinca, pa malo ga bo, ker se štrigla. Jabolk, hrušk in orehov bo dosti, pšenica je lepa, pa ni je veliko, ker je bila redka. Zdaj pa, če pogledamo še poročilo, ki je v februarju bilo podano tudi v kmetijskih in rokodelskih novicah, vidimo, da je na Kranjskem bila letina slaba, kar v bistvu potrjujejo tudi poročila Kranjske kmetijske družbe. Zdaj, te viri so bolj opisnega karakterja, sem imela težave najti kontinuirane statistične podatke, ki bi mi povedali prav količino, kakšna je zares bila letina. Ampak Kmetijska kranjska družba v Ljubljani je zbirala vsako leto poročilo in tukaj sem za ta leta zbrala podatke za podružnico v Ljubljani in na Vrhniki, ker so podatki bili skupaj zbirani za ta dva mesta. In kot vidimo tudi tukaj v letu 1857, vidimo, da so zapisi takšni, da je letina bila slaba. In če pogledamo, zdaj je odvisno od leta, tudi kakšna druga rubrika je bilo zapisano, da je slab pridelek bil, ampak če pogledamo, v bistvu to leto res izstopa, ker je ta poletna setev, tudi korenovke, ki je v bistvu krompir, so zbirali podatke o pridelku krompirja. In imamo tudi tukaj še slabo letino oziroma seno in detelje je primanjkovalo. Kar je tudi, sem opazila, en podatek, ki nam tudi potrjuje o slabi kmetijski
slabih kmetijskih prilikah, ker so se kmeti pritoževali, da so v veliki meri morali prodati oziroma zmanjšati število živine, ker niso imeli dovolj sena, da bi v bistvu prezimili. In to je tudi en trend, ki sem ga opazila in se velikokrat omenja v časopisih. Zdaj pa, če se vrnem na ta graf, ki prikazuje padavine v Ljubljani, bi vseeno opozorila na značilnosti, na primerjavo med letom 1857 in 1863. Čeprav se vidi, da je bilo precej manj, oziroma da je tudi v tem letu bilo manj padavin. Naprimer v časopisih se ne zasledi veliko omembe same suše, oziroma pridelek, ki bi ni bil toliko slab, kar nam tudi pokaže tale tabela. Če pogledamo leto 63, čeprav nobena ta rubrika ni bila izjemna, ampak vseeno vidimo, da so imeli vsaj v Ljubljani dovolj pridelka. Oziroma piše, da je pridelek bil dober. Zdaj ta lestvica pa je, lahko je bil zelo dober, srednje dober, srednje slab in zelo slab. Tako da dobra letina je v bistvu pomenila, da so imeli dovolj pridelka za sebe. Poleg tega pa bi še citirala komentar Oskara Reje. On je bil ustanovitelj meteorološkega društva in tudi študija meteorologije v Ljubljani. Njegova ugotovitev je bila, da je Slovenija izrazito prehodna dežela in območje Sredozemlja v srednjo in vzhodno Evropo. Zato je deležna vplivov iz obeh v padavinskem oziru ekstremnih območij Evrope. Ako sledimo letnemu toku padavin katerekoli postaje, potem opazimo naslednja dejstva. Najmanj padavin pade po zimi, in to meseca februarja. Nato se padavine večajo, dosežejo svoj maksimum v enem izmed mesecev od marca do junija, na kar se v mesecu juliju zopet znižajo. Navadno ne pod zimski minimum. Potem se zopet dvignejo v enem izmed mesecev od avgusta do novembra, dosežejo svoj drugi maksimum, ki je navadno nad spomladanskim, in padejo končno zopet na svoj zimski minimum. Posamezni predeli Slovenije precej se razlikujejo med seboj, razmere od leta do leta se spreminjajo. So leta, ko prevladuje v vsej Sloveniji vpliv iz južne Evrope, takrat imamo mokro in vlažno zimo z obilico padavin, katerim pa lahko sledi poleti dolgotrajna suša po vsej Sloveniji. Če pa prevladujejo vpliv iz srednje in zlasti vzhodne Evrope, potem imamo suho zimo, ki jo lahko sledi zelo mokro poletje v vsej Sloveniji. Hvala. Hvala, Nataša.